In če se vrnemo na zasedanje generalne skupščine, na njem je spregovoril tudi brazilski predsednik Jair Bolsonaro, ki je prisotne razburil z izjavo, da lahko le Brazilija odloča o usodi Amazonije, ki pa mimogrede še vedno gori. Gori, tudi če slovenski mediji raje pišejo o švedskih najstnicah. In zato smo v naši oddaji na teren poslali svojega človeka. Z nami je Admir Pričko. Admir, pozdravljen. Admir, čakaj malo, ti nisi v Amazoniji, ti si nekje na obali, je to Rio? Točno tako, Jonas, tole klele je Rio de Janeiro. Nisem v Amazoniji, ker tam pod ena gori, po dva ta dim iz Amazonije tudi kle ful lepo peče v oči, a po tri uplačil sem en listek, imam eno tekmo za pogledat zaradi potnih stroškov, ampak pustimo fuzbal, govorimo o Amazoniji. Ok, Admir, ampak zanima nas, kaj je novega v zvezi s požarom, v zvezi z največjo ekološko katastrofo letošnjega leta? Jonas, naj takoj potolažem, ni res, da je tukaj en tak največji požar do zdaj, en tak XXXL požar. Je samo ene 2-3 tisoč manjših požarčkov. Se pravi, ni toliko hudo, kolikor je bilo 2014, ko je Nemčija tolkla Brazilijo 7-1, kle sred Brazilije. Ni take katastrofe, je samo par tisoč manjših katastrofic. Ja, ampak baje vsako sekundo zgori za 3 nogometna igrišča gozda. A niso to grozljive številke? Jonas, jaz sem tudi prebral to za ta 3 igrišča. Jaz res ne vem, zakaj treba fuzbal več klenut. Je sicer res, da Brazilija že 20 let ni bila svetovni prvak, ampak govoriti, da oni kurijo Amazonijo sam zaradi tega, da bi imeli več fuzbal placov, je po moje ful zahrbtno, ni fair play. Oni, če kaj, rabijo božga selektorja, fuzbal placov imajo dost. Ampak dajmo pustiti fuzbal, govorimo o požaru. Pa naj te drugače vprašam, Admir. Na poročilih so povedali, da pragozd gori, ker brazilski živinorejci potrebujejo nove pašnike za svoje krave. In zdaj celo padajo predlogi, naj nehamo jesti govedino, oziroma vsaj manj govedine. Zakaj manj, Jonas? Po moje, da več. Ker če so krave problem, če se jih je treba znebiti, a ni logično, da pojemo več govedine. Več, kakor pojemo krav, manj bo pašnikov, več fuzbal placov, ampak jaz res ne bi rad spet vlekel fuzbal. To s fuzbalom je samo eno mešanje megle klele. V glavnem, Jonas, vse je pod kontrolo, kakor vidiš. Ok, hvala, recimo, da smo izvedeli, kar nas je zanimalo. Še vedno lahko jemo govedino. Admir, hvala.